Čas pandemije, ki je v letu dni dodobra zarezala ne le v naša profesionalna življenja, tudi družbene razmere se spreminjajo in analize ustreznih strokovnih služb vedno glasneje opozarjajo, da utegnejo razmere pustiti neko sled, vendar kakšno, pa ni še povsem jasno. A kakorkoli, vi, profesorica Maja Ravnikar, se ukvarjate z znanostjo. Se je to polje lažje in primerneje prilagodilo razmeram? Ja, torej mogoče je prednost, da smo ves čas zelo mednarodno vpeti in je ta komunikacija, ki ni samo osebna, ampak je tudi preko različnih spletnih medijev, bila že prej nekaj običajnega. Vsekakor je pa tudi znanost ta situacija prizadela, saj seveda je bilo pa tudi nekaj običajnega, da smo izmenjevali znanja tudi na oseben način in tudi izvajali določene poskuse skupaj, ne? Kar pa je seveda v tem trenutku zelo, zelo težko izvedljivo. Sama vodim en evropski Marie Curie projekt, v katerem smo morali pravzaprav vse izmenjave praktično izvesti po spletu, tako da imamo na 14 dni konference z študenti in poleg težav, ki nam je prinesla ta situacija, nam je prinesla pa tudi veliko dobrega, saj študenti poslušajo najodličnejše predavatelje iz celega sveta, ki so se odzvali na naše prošnje, da študentom razkrijejo delčke svoje ekspertize. Zdaj seveda pandemija je mogoče pokazala tudi, da vse dejavnosti, ki so usmerjene v razvoj, hitro iščejo in lažje najdejo rešitve, se lažje organizirajo ali pa reorganizirajo, ne? Tako da moram poudariti, da pravzaprav raziskovalna dejavnost, če seveda vzamem na stran mednarodno sodelovanje in izmenjave, ki je zagotovo zelo okrnjeno, je tekla precej normalno in smo tudi iskali nova področja, kjer bi lahko družbi koristili, ne. Tako da sigurno je bilo pa veliko težav, na primer z naročanjem kemikalij, vse, kar delamo v molekularni biologiji, izredno težko, bilo zelo težko dobavljivo, podobno kot recimo zaščitna oprema, ne. Ampak seveda se je treba prilagoditi novim razmeram in ugotavljati tudi, kaj drugi počnejo in na tak način potem najti najboljšo rešitev zase. Ja, res pa je, da je ta čas zelo tudi afirmativno izrazil potrebo po znanosti, a ne, po znanstvenih dognanjih. Saj seveda te pandemijske razmere pač grozijo vsem prebivalcem globusa, a ne. A se vam zdi, da je, nekaj ste tega sicer že rekli, kako pa je res znanost tu našla svoje posebno mesto? Ja, pravzaprav se mi zdi, da je znanost in ljudje, ki delajo v znanosti, da so se zelo izkazala, ne, da se je pokazala neka solidarnost, povezanost, hitro prenašanje podatkov, ne, in če pogledamo na primer slovenski primer COVID sledilnika, ne, kjer so se povezali ljudje čisto različnih profilov, znanstveniki, in drugi sodelavci brez kakršnekoli finančne osnove, ne, so začeli sodelovati in prispevali izredno pomembna znanja oziroma informacije tudi za odločevalce. Tudi moram reči, da moje osebne izkušnje, delamo na covidu in kadarkoli smo potrebovali neke podatke v zvezi s tem, so se naši kolegi v tujini, ne samo v Sloveniji, zelo, zelo hitro odzivali s svojimi podatki in svojimi izkušnjami. Tako da kot običajno pri takih krizah se pokaže, ne, da pravzaprav v znanosti velja ta odprti pristop, ne, da je znanost nekaj več kot nekaj v okviru projekta, ampak je izmenjava informacij, ki kar hitro teče. Tudi vaš inštitut, to je Nacionalni inštitut za biologijo, je z izjemno odmevno študijo ugotavljanja prisotnosti virusa v odpadnih vodah slovenskih čistilnih naprav ponudil neko učinkovito orodje za spremljanje epidemije. Lahko samo nekoliko poveste okrog teh študij? Ja, to pa res smo začeli že takoj v marcu.
razmišljati in tudi začeli raziskave, kako bi pravzaprav v odpadnih vodah določali trende SARS-CoV-2 virusa. Namreč kmalu je bilo znano, da ljudje izločamo virus tudi z blatom in seveda preko kanalizacijskih sistemov ta virus pripotuje do čistilnih naprav, ne, v primeru ljubljanske čistilne naprave je to 350.000 ljudi, ne, recimo v primeru Domžalske je to 6 občin in smo pravzaprav začeli razvijati metode, kako ta virus skoncentrirati, pravilne kontrole uporabiti in tako naprej, da lahko zasledujemo trende upadanja oziroma rasti virusa. Potem smo pravzaprav to nekako v septembru lanskega leta, no, če mogoče povem podatke, v začetku lanskega leta spomladi je tega virusa zelo malo v odpadnih vodah, praktično v sledovih. V začetku septembra smo pa začeli pripravljati pilotno študijo na 7 čistilnih napravah in trenutno spremljamo ljubljansko, domžalsko, kranjsko, koprsko, čistilno napravo Celje, Maribor in Velenje. In sicer ljubljansko 2-krat na teden, kar se je izkazalo kot najbolje. Poleg tega pa spremljamo tudi stanje v domu starejših Medvode in pa v osnovni šoli, zato da vidimo, kaj se v bistvu dogaja. Pravzaprav smo se morali zelo povezati tudi s partnerji iz tujine, prav tako smo člani te evropske iniciative, ki jo vodi Evropski raziskovalni center iz ISPRE. In pravzaprav smo to tisti laboratoriji, ki smo že prej imeli izkušnje z določanjem virusov v okoljskih vzorcih, v okoljskih vodah in v čistilnih napravah. Mi smo to že dolgo časa razvijali, te postopke, in tako je tudi v tujini. No, in v tujini se je izkazalo, da je pravzaprav že zelo veliko držav vzpostavilo državne monitoringe odpadnih voda, to je recimo v Avstriji, v naši najbližji okolici, Francija, tudi tako majhne države, kot je Luksemburg, pa Turčija, Avstralija, Švedska, Španija in tako naprej. V Ameriki veliko držav že to spremlja. Tako da je to nekaj zelo pomembnega. Se vidi, da lahko take študije izredno dopolnijo študije na bolnikih, torej študije testiranja, skupaj z modeliranjem in iskanjem različic virusa, ki krožijo. Kakšni pa so zadnji podatki, recimo, ker skozi monitorirate zdaj to, ne? Ja, če si pogledamo, kaj se je dogajalo v jesensko-zimskem času do sedaj, se je pravzaprav količina virusa od takrat, ko smo začeli pilotni monitoring konec septembra in sredi oktobra, na nekaterih čistilnih napravah se je začel virus zelo hitro zviševati in je vrh dosegal tam nekje začetek novembra, tam je bila največja količina virusa prisotnega povsod. Potem je nekoliko padlo v novembru, ampak ta trend pravzaprav zelo visoke količine virusa ali pa virusne RNA, ki pravzaprav določamo, opazujemo še vedno, ne glede na to, da so številke iz bolnic pa število umrlih nižje, mi še vedno opazujemo veliko količino virusa v odpadnih vodah. Seveda je to težko pojasniti in lahko samo postavljamo hipoteze, zakaj je tako, ampak ena od možnih variant je, da je trenutno stanje trenutno okuženih morda več ljudi, ki so asimptomatični. Ampak dejstvo je, da je tega virusa še vedno zelo veliko. Saj za Ljubljano lahko to trdim, tudi za Koper, na primer, ena redkih čistilnih naprav, ki jih v bistvu sledimo in je število virusov res padlo, je na primer Velenje. Drugje pa se pravzaprav vrednosti niso padle pod vrednosti čisto na koncu oktobra, na primer, kar pomeni zelo visoke vrednosti. Tako da virusa veliko kroži. No, kar bi še mogoče povedala je to, da v teh vzorcih lahko tudi pogledamo, katere mutacije virusa so prisotne, in smo ugotovili, da je več mutacij, ki so povezanih z angleško različico prisotnih, vendar v zelo nizkih koncentracijah, kar pomeni, da je tega virusa zelo malo v Sloveniji, tako kot je bilo tudi pravzaprav ugotovljeno manjše število pacientov, ki so bili okuženi s tem. Medtem ko nismo zaznali na primer južnoafriške ali pa južnoameriške različice, smo pa zaznali
mutacije, ki so v bistvu povezane in so ves čas povezane z virusom, ki kroži ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Italiji, Avstriji, Švici in na Danskem. Tako da dejansko iz odpadne vode lahko zelo dobro dopolnjujemo ostalo delo na tem področju. No, javnost, vse tista, ki te podatke spremlja, se je upravičeno odzvala z zaskrbljenostjo. Pa me zanima, kako so pa na to odzvale ustrezne institucije in pa tudi konec koncev politika. Torej, ko smo v bistvu naredili preizkuse in po določenem času, ko smo ugotovili, da se pravzaprav naše dognanja in analize dobro vklapljajo z ostalimi podatki, smo se povezali tako z COVID sledilnikom in smo jim v bistvu te podatke jim dajemo, da lahko modelirajo na podlagi naših podatkov, kot tudi strokovno skupino z dr. Beovićevo in zdaj že kar dolgo časa pošiljamo vsak teden poročila o tem, kaj se dogaja z virusom v odpadnih vodah. In pripravili smo tudi, in tudi obvestili smo jo, da bomo pripravili načrt državnega monitoringa po zgledu drugih držav, ker seveda naša raziskava bo zaključena in tega ne bomo mogli nadaljevati, če se to ne bo primerno umestilo in povezalo z drugimi aktivnosti na tem področju. In smo bili tudi že klicani na sestanek k premierju, kjer je bilo več predstavnikov povabljenih, v zvezi tudi z iskanjem novih različic in predstavili ta načrt za državni monitoring in odzivi so bili zelo pozitivni. Tako da to smo pravzaprav zdaj pripravljali skupaj tudi z nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano in skupaj z NIJZ, kakor tudi z ostalimi akterji. Tako da te stvari so pripravljene in upamo, da bojo naletele na pozitiven odziv pri odločevalcih. Mislim, da je to izredno pomembno. Vi osebno in tudi vaša skupina na inštitutu ima obsežno znanje o virusih. To se že tudi iz teh raziskav vidi. In ste cenjeni tako doma kot v mednarodnem okolju. Me pa zanima vaše mnenje o vprašanju tako imenovane odprte znanosti. Omenili ste sicer že, o čemer se je pospešeno govorilo prav zdaj v času pandemije. Pomenljiv je namreč podatek, da je bilo do novembra objavljenih kar 75.000 znanstvenih člankov o virusu, od katerih ima več kot 3/4 odprt dostop. Ja, jaz mislim, da znanost je skupna dobrina in zato je pač ta pristop odprte znanosti zelo, zelo pravilen. Po drugi strani je pa to tudi predstavlja en velik zaslužek za določene hiše, ki objavljajo take članke, ki imajo revije na tem področju in tukaj še marsikaj ni zelo dobro dorečeno. Res je, da je količina podatkov, ki se pridobiva in ne samo te, ki se objavljajo, tudi tisti, ki so nastali, pa niso objavljivi ali pa sploh ni možno objaviti take velike količine podatkov, kot jih dobimo recimo pri različnih študijah sistemske biologije, ko razpolagamo z 100.000 milijoni podatkov iz recimo različnih nivojev raziskav, da je to nekaj, kar je izredna škoda, če se ne deli. Tako da v principu zelo podpiram vsa prizadevanja v smislu odpiranja podatkov, deljenja podatkov, ker samo na tak način bomo bolje napredovali in bodo ti podatki lahko bolj koristni za vse. Ker v končni fazi raziskave financira družba in zato smo raziskovalci na nek način dolžni vrniti v obliki podatkov, predvsem pa v obliki razlage znanja nazaj to družbi. Vi ste pred direktorskim mestom vodili oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo in ob spremljanju vašega raziskovalnega dela in pa tudi znanstvenega dela, smo bili mi novinarji vedno presenečeni in to prijetno, ker ste imeli vedno tak celosten pogled, kar zadeva pomen biotehnologije,
tudi kot uporabne in izjemno prepletene vede. Je to pač lastnost recimo tega študija, tega ukvarjanja, tega raziskovanja? Ja, biotehnologija je res izredno dobra biotehnologija, izredno interdisciplinarna, ne, že znotraj naravoslovnih ved, ne, pač potrebuješ znanja biologije, molekularne biologije, mikrobiologije, pa potem vse do bioinformatike, biostatistike, modeliranja, pa seveda različne tehnike, ne, in ne nazadnje družboslovnih znanj, ne, kar se je recimo lepo pokazalo pri tematikah, ko so gensko spremenjeni organizmi, ne, in zato, ker prihaja do novih spoznanj in novih možnosti uporabe, ne, seveda mora biti v te diskusije vpletena tudi javnost in mi moramo te stvari znati pravilno predstaviti javnosti, ne. To se pravi, da potrebujemo tudi druga znanja, ne samo teh trdih, recimo temu naravoslovnih in tehničnih znanj. In samo na tak način pravzaprav lahko pride do recimo temu pravilne uporabe, ne. Znanja so vedno dobra. Kakšna je pa uporaba, je pa druga pesem, ne. In zaradi tega seveda mora biti javnost seznanjena z novimi dognanji in tudi razumeti pasti in vse pozitivne strani novih dognanj. Pred dobrim letom ste zaradi vašega res odličnega raziskovalnega dela na področju mikrobov, ki povzročajo bolezni rastlin, pri vas začela delovati tudi 2 evropska referenčna laboratorija. Kakšne kompetence ste vi s tem dobili? Ja, hvala za to vprašanje, na to sem pa res izredno ponosna. Saj to dokazuje, da tudi če si majhen, ne, to se pravi majhna država, z majhnim procentom, na primer, dohodka od kmetijstva, in če imaš kvalitetno znanost, kvalitetno znanje, lahko prodreš v Evropi in tudi širše in si upoštevan. Ker je treba vedeti, da teh referenčnih laboratorijih so sestavljeni iz 3 ali pa 4 evropskih laboratorijev in ko si vključen v tak referenčni laboratorij, pravzaprav narekuješ smer razvoja, ugotavljaš, kateri mikroorganizmi so najpomembnejši konkretno iz tega področja, ne, za zdravje rastlin, razvijaš metode, zadolžen si tudi za preizkušanje ustreznosti analitike v evropskih laboratorijih, zadolžen si tudi za izobraževanje strokovnjakov in znanstvenikov na tem področju. In seveda si zadolžen tudi za svetovanje Evropski komisiji. Tako da to je zelo na nek način odgovorna funkcija, po drugi strani pa zelo prestižna. Zdaj, poglejte, poleg pandemije bo spodbujanje prehoda v bolj trajnostno družbo, ne, kamor sodi recimo zelo veliko vašega dela, ne. In ta prehod bo zahteval ogromno raziskovalne moči, vsaj tako poudarjajo na OECD-ju. No, in v tem kontekstu bi morale vlade že na osnovi izkušenj s pandemijo razmisliti o znanstveni politiki in se opremiti s pravimi inštrumenti za prehod v bolj zelene in pa odporne družbe. Kako vi razmišljate o teh vprašanjih raziskovalne politike z vidika recimo vašega inštituta oziroma vašega področja? Ja, glede tega, ne, pač v prehod zeleno družbo recimo ali pa odporno družbo, ne, seveda vidimo veliko poslanstvo znanosti in tudi našega inštituta, ne, ki je v veliki meri usmerjen v raziskave okolja, torej vseh zakonitosti, potem seveda se tukaj dotikamo tudi vprašanj izrabe prostora, potem na primer tudi biotehnologije, biološke raznovrstnosti na primer. In kar sem se naučila do sedaj, in to pravzaprav vsi vemo, ne, se pa zelo redko poslužujemo tega, da je preventiva mnogo boljša od kurative in tudi mnogo bolj poceni. In jaz si srčno želim, da bo politika
pravzaprav izkoristila vsa znanja, ki jih ima na univerzah, na inštitutih in nas bo vključila v programe okrevanja pravzaprav, ne? Ker zdaj bomo prišli na okrevanje gospodarstva in družbe po tej pandemiji in potem seveda lahko zasledujemo tudi cilje, kot je zeleni razvoj, sonaravnostni razvoj in tako naprej. Tako da jaz vidim velik pomen našega inštituta pri tem, glede na tematike, ki jih obravnavamo, zdravjem se ukvarjamo. V zadnjem času se je tudi pokazalo, da je zelo pomembno tudi to kombiniranje, recimo izraz eno zdravje pomeni, da poznamo bolezni ali pa povzročitelje bolezni, ki so pomembne za človeka, pomembne so tudi za živali, ki jih gojimo, pa tudi tiste v okolju, ne? In pomeni, da ni več tako tesnih meja med področji. To je zelo dobro razumeti, ne samo med disciplinami, ne? To smo že ugotovili, da pač potrebujemo za dobro znanost vključevati različne vede, ne? Ampak tudi v okviru posameznih recimo področji, kot je mikrobiologija, lahko ogromno naredimo skupaj, ne? In to se izkazuje ravno na primer na področju covida. Tako da glede pa vključevanja znanosti v pomoč političnim recimo vprašanjem, ki so v bistvu na tapeti v politiki, je pa KOSRIS, to se pravi Združenje raziskovalnih inštitutov, tudi naslovil na odločevalce iniciativo, da pomagamo pri procesu in pripravi okrevanja v prihodnosti. No, ob tem pa še OECD tudi poudarja, da se v času recesije vedno zmanjšujejo sredstva za znanost, bodisi iz gospodarstva, bodisi tudi javna sredstva. In zdaj mi se prvič pokazalo, kako civilizacija v bistvu potrebuje znanost, ne? Mislim, civilizacija, ne, je poudarek na tej. No, in njen razvoj pa zahteva veliko znanja, dragih raziskav, hitrega ukrepanja in tako naprej. Zato tudi odločevalci v Evropski uniji naslavljajo na vas, znanstvenike, apel, da morate veliko in še več govoriti o pomenu znanosti na vseh nivojih, kadarkoli in kjerkoli. Da se današnja znanost ne more zanašati samo na človekoljubne sklade, kot je recimo sklad Billa Gatesa, ne? Kakšen je vaš razmislek? Ja, jaz se s tem popolnoma strinjam. Seveda je odlično, da imamo take sklade, ne? In to seveda pozdravljam, ampak nikakor pa to ni alternativa financiranju znanosti. Ker treba je vedeti, da pač taki skladi vedno zasledujejo neke svoje cilje, ne pa cilje celotne družbe ali pa celo cilje države. In kar se meni zdi, je to, da pravzaprav znanost se razvija ali pa podatki in vse se razvija tako zelo hitro, da jo niti znanstveniki med seboj različnih disciplin ne razumemo dobro in je potrebno veliko narediti na tej komunikaciji znanosti na poljuden način, tako da razumemo, kaj se dogaja. In prav enako težavo imajo tudi politiki. Politiki vedno slabše razumejo, kaj se dogaja in seveda po normalni človeški reakciji tisto, kar ne razumem, tisto odrivam, tistega se tudi majčkeno bojim. Tako da tukaj je pravzaprav na obeh bregovih naloga. Po eni strani moramo raziskovalci zelo dobro in vedno več komunicirati o tem, kaj delamo, kakšni so naši rezultati, in po drugi strani se mora politika potruditi in nas vključiti v družbena dogajanja. To je po moje zelo, zelo pomembno. Ker kot rečeno, različni skladi, privatni skladi so lahko tudi tako zelo močni, da bojo popolnoma spremenili tek civilizacije, kot ste prej omenili, ne? Državno financiranje znanosti pa pomeni, da se znanost usmerja v aktualna družbena vprašanja in rešitve, iskanje naravnih zakonitosti, ki niso nujno ta trenutek dobičkonosna. So pa seveda zelo potrebna za razvoj družbe. Zdaj pogledajte, recimo v okviru sklada za financiranje znanosti Horizon EU, ne?
Poudarjajo, da se je pa potrebno osredotočiti na ambiciozne, vendar časovno omejene in dosegljive cilje za doseganje skupnega evropskega dobrega. Ne. Pravijo takole, ne, da do leta 2030 moramo rešiti 3 milijone dodatnih življenj pred rakom, imeti 100 podnebno nevtralnih mest, zdrave oceane, morja in notranje vode, zdrava tla in hrano ter regije, odporne na podnebne spremembe. Kako vi, kot direktorica pomembnega inštituta, vidite te ambiciozne cilje? Ja, vsekakor so to zelo ambiciozni cilji. Evropska znanstvena politika je pravzaprav en del razvoja in podpore znanosti, ki je za nas seveda izjemno pomembna in seveda vstopamo z različnimi prijavami projektov v najrazličnejših partnerstvih zraven, ampak ne smemo pa podceniti tudi nacionalne raziskovalne politike, ki je seveda zelo pomembna in ki jo vsaka država pravzaprav kroji po svoje. In zato pravzaprav se ne moramo na vse načine opirati samo na to, kaj Evropa postavi kot cilj, ker ona to postavi za svoj budžet, ne. Nacionalno imamo pa tudi svoje cilje. Ampak če pogledam prihodnost, lahko pravzaprav se dotaknem dileme, ali bo v prihodnosti, ali bo ogrožena delovna mesta, ali bo pravzaprav v prihodnosti problem, da ljudje ne bodo imeli dela, zato ker bo toliko različnih opravil, bojo lahko prevzeli roboti oziroma avtomatizacija, ne, ki gre res zelo skokovito naprej. Moje mnenje je, da pravzaprav delovna mesta bodo še vedno, ampak drugačna in bojo potrebovala več znanja. In bo zelo veliko možnosti prav na tem doseganju takšnih ciljev in zato bo znanost še bolj potrebna in jo bo treba zelo, zelo močno razvijati. Namreč znanost sama po sebi ni samo rezultat znanstvenega dela, ampak je tudi način dela in ko vzgajamo mlade ljudi v znanstvenike, jih v bistvu učimo, kako pristopati k reševanju problemov, kako se povezovati. Znanosti ne bo več, je že dolgo pravzaprav ni, ne? Zelo redko se zgodijo neki preboji, kjer je nekdo izredno uspešen in naredi nekaj popolnoma novega. Običajno gre za skupine in za skupine, ki so sestavljene iz ljudi na različnih področjih. Tako da mislim, da je tukaj ogromno priložnosti, ki jo bomo morali odprti, nedvomno, in tudi država podpreti. Vendar pa obstajajo tehtni pomisleki, ki zadevajo razpise same, ne. Ti so osredotočeni predvsem na projekte, ki proizvajajo izdelke blizu trga in imajo takojšen učinek. Ter zanemarjajo raziskave, ki ustvarjajo novo znanje, kar je pa seveda ključnega pomena na dolgi rok in pa za uspeh inovacij. Razmerje med temeljnimi in aplikativnimi raziskavami se v bistvu ne sme porušiti, ne. Vse tako te tehtni pomisleki pravijo. Se vam ne zdi, da je v takih razmerah, kjer se govori tudi o prestrukturiranju znanosti, gotovo težko slediti uresničevanju te sintagme znanost kot gibalo razvoja? Torej, to je nedvomno res, ne. Brez bazične znanosti ni aplikativne znanosti in lahko povem na primeru, ki sva ga že obravnavali, to se pravi sledenje recimo SARS-CoV-2 virusa v odpadni vodi, ne. Če bi ne bi pravzaprav imeli te znanstvene radovednosti in razvili metode, s katerimi dejansko lahko najdemo v vzorcu vode sled za katerokoli živim bitjem, ki je prisoten v vodi, se tudi zdaj teh raziskav, ki jih imamo, ne bi mogli tako hitro lotiti, ki so pa res aplikativne, ne. Tako da v resnici mi moramo razvijati bazično znanost, razvijati nove metodologije in nove tehnologije. Drugače pa sama pravzaprav ne ločim zelo močno med bazičnimi in aplikativnimi znanostmi. Mislim, da obstaja samo dobra in slaba znanost. Do določenega prestrukturiranja bo pa moralo priti, ampak ne v smislu, da je vse, kar delamo in je edini rezultat izdelek,
ker tukaj gre potem tudi že za razvoj, pa z inovacije, a ne? To so pa že druga področja, oziroma seveda zelo blizu, ampak ko govorimo o znanosti, le govorimo o odkrivanju novih resnic, novih spoznanj. Kar se mi zdi, da bo treba res narediti, je to, da bomo usposobili raziskovalce, da bojo dobro sodelovali, da bojo recimo osvojili določene mehke veščine, da bojo začeli razmišljati tudi majčkeno širše, ne? To je sploh težko za mlajše sodelavce, ker so zelo, zelo orientirani, kar je tudi logično, na svoj raziskovalni problem, ampak da ga vedno postavljamo v nek širši družbeni koncept. To je tako zelo pomembno ob razlagi, kaj počnemo, ob razlagi našim financerjem. Ne, praktično ni bazične znanosti, ki ne bi imela neke učinke na daljši rok. In ne moramo pričakovati od vsake znanosti, da bojo učinki v 1, 2, 3 letih. Ne, zato je zelo, zelo pomembno, da ohranimo ta razmerja. Da po eni strani ohranimo osnovne raziskave, ki učijo ljudi, kako pristopati k problemom, jih učijo internacionalizacije in odločanja na podlagi dejstev. To je potem zelo pomembno za te mlade ljudi, kjerkoli že se znajdejo, ne? Ali grejo v podjetja, ali grejo v politiko, ali odpirajo svoja podjetja. To je pač nek način mišljenja, tudi neka strast, ki jo v bistvu potrebujemo, kadar hočemo dobro delati svoje stvari, ne? Tako kot ste vi izredno dobra znanstvena novinarka, ker je to vaša strast. Zelo podobno je pri raziskavah. Tako da jaz sem prepričana, da tako kot se spreminja družba, se mora spreminjati tudi znanost. Ampak zagotovo pa ni pravilno, če postane znanost orodje v rokah multinacionalk in bogatih skladov. To je pa zagotovo nekaj, kar v to smer se pa ne sme razvijati. No, samo še tole, to ste, kar ste zdaj povedali, seveda je imenitna stališča, ne, mislim tudi te vaši kolegi v teh mednarodnih okoljih seveda zagovarjajo to. Pa me zanima, kako recimo bi tako formo mentis na nek način uspeli udejaniti ali pa recimo na nek način vnesti v to naše slovensko okolje, ker se mi zdi, da ni pri vseh tako prisotno. Ja, zdaj, če mislite to, kar govorim o povezovanju, ne, in teh različnih mehkih veščinah in teh stvarih, ne? Kako mladim cepite, da percipirajo pač stališča taka, o katerih ste govorili, ne? Torej, pri mladih pravzaprav ne vidim zelo veliko težav, ne. Jaz sem vodila oddelek, ki je v letu 2000 je bilo pač tam zaposlenih približno 20 ljudi nas je bilo, ne, zdaj pa gremo čez 60. In vidim, da mladi so izredno dojemljivi za vsa nova znanja. Moji mladi raziskovalci, ki so doktorirali pri nas in so potem šli recimo v podjetja, kot je na primer Lek, se vračajo in tudi tisti, ki so v tujini, se vračajo in s hvaležnostjo povejo, koliko so se naučili in kako jim je koristilo, da so se naučili tudi te mehke veščine, ne, povezovanja, predstavljanja svojih rezultatov, recimo tudi sistema kakovosti, vseh teh stvari, ki so izjemno pomembne in kako jim je to pomagalo v njihovi karierni poti. Tako da mladi so pravzaprav zelo dojemljivi in pripravljeni na novosti. Če pa niso pripravljeni na novosti, potem je pa tudi vprašanje, če so pripravljeni na znanost.